Jaz vam danes ne bom razlagal o tem, kam gre kaj, zato imate internet. Jaz vam bom samo povedal par stvari, ki jih boste slišali samo tukaj. Prvič, če boste na začetku nervozni, lahko to napetost presekate s kakšno šalo. Sam previdno. A vzameš kreditno, lahko z gotovino plačam. Kdaj pa tvoj brat pride? Ker kaj pač ni smešen. Ampak kar sem hotel reči je, ne se pozabiti zabavati. Najprej sem mislila, da bi začela v misionarskem položaju. Potem, da bi bila jaz gor. Potem pa, prerisala sem še eno slikco iz Kamasutre, lahko bi tole sprobala. Pa zračunala sem, da glede na tvojo višino in težo in predvideno kondicijo, da bi vse skupaj trajalo tam ene 7,13 minute, tako da bom definitivno ujela ta zadnji avtobus. 7,13. 3:20, non-stop. Potem pa, ko se spravite k samemu aktu, je ene par stvari, ki jih človek res noče slišati. In? Kot je? A si že not? A ti je kul? Ful. Okay. In 2 minuti. Danes mi je pa dobro. Sem kar v formi. Petka. Me ljubiš? Ja, ne vem. Au! Pa sej to sem dal kot primer, česa ne početi. Ja, pozabil si pa najbolj pomembno stvar. Kaj? Ne imeti nerealnih pričakovanj. To pa ni bilo tako, kot v porničih. Ne. Ja, lahko imaš pa čisto realna pričakovanja in potem se vse zgodi točno tako, kot si si predstavljal. Hvala, ker do zdaj nobenih hotel seksa z mano. In to je bilo... Ne vem, a ti lahko kaj lepega kupam? Ja, valjda, ti kar sanje. Ne, bom pa iskreno upal. In to je tudi najboljši nasvet, ki vam ga lahko dam. Če boste s svojim partnerjem iskreni o tem, kako se počutite, bo vse okej. Ker ponovadi se da vse zmeniti. In, a se greva midva kaj pogovarjati? Ja, a veš, da sem ti glih hotela povedati, kako je bilo zadnjič v knjižnici. Sem šla že zelo zgodaj zjutraj, zato da sem dobila ta najboljšo mizo, ampak je zraven mene sedela ena punca, ki je skozi